Najprej seveda ne začneš z mama, ata, jaz grem v cono smrti na bojišče. Tistega ne slišiš, ko leti, tisto samo čutiš, ko pade. Večina ljudi, na žalost, na bojišču umre, preden dočaka zdravnika. Pripravite se, 6 hudo ranjenih po napadu, pozabite, samo en prihaja. Pa vsi vemo, kako so se končale zgodbe ostalih 5. Zares zajokala, ko sem stopila čez mejo na Poljsko. Pa sem prvič videla na nebu ptiče, kraj, kjer te pomoči ni, če tebe ni tam. En res velik privilegij je, ko lahko mama pošlje otroka v šolo, pa ve, da se bo varno vrnil. En lep pozdrav v novem SBC-jevem podcastu, tokratna gostja pa je prav posebna gostja. Vem, da to rečem za vsakega gosta in gostjo, ampak tokrat sem bil prav vesel, da sem po nekaj dneh sicer dobil njen odgovor. Zakaj je toliko trajalo, da je odgovorila in rekla, da pridem, boste slišali. No, predvsem pa me je njena zgodba, pa tudi njen nasmeh zdaj, ko sem jo že spoznal, prepričala, da bo tale pogovor zelo dober. Z nami je namreč mlada zdravnica Laura Petek iz UKC Maribor, ki je svoj dopust, za razliko od mnogih, ki gremo raje na toplo, na plažo, pa se tam namakamo, kaj dobrega pojemo, dala zato, da je šla na fronto. Pravzaprav na frontno linijo v Ukrajino, kjer je zdravila in pomagala reševati življenja ukrajinskim vojakom. Laura, en lep pozdrav. Pozdravljeni. Ja, najprej hvala lepa, da ste v tem urniku, ko ni veliko dopusta več očitno, si vzela čas, se usedla v avto in se iz Maribora pripeljala v Ljubljano. A velikokrat pridete v Ljubljano? V Ljubljano ne zelo pogosto. Imam srečo, da imam specializacijo, ki jo lahko opravim praktično izključno v Mariboru, za razliko od nekaterih mojih kolegov, ki imajo del kroženja tudi tukaj. Ampak mesto je lepo, vedno znova se tudi v privat času najdemo tukaj, no. Ko sem vas povabil, če pridete v podcast, prejle ste bi pa rekli, to je sploh moj prvi podcast, sem nekaj časa čakal na odgovor. To zdaj ni igraja, da ne bo pomote, samo zdi se mi zanimivo, zakaj, ker je to že najin uvod v pogovor. Kje ste bili takrat, ko smo vas vsi zasuvali s prošnjami za kakšen intervju in gostovanja? Tako, ko se je moja zgodba malo zaokrožila po medijih, sem jaz v bistvu ravno začela svoje kroženje oziroma opravljanje prve faze prostovoljnega vojaškega roka oziroma temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja, kot se mu pravilno reče. Zato, ker sem od letošnjega leta na novo zaposlena tudi kot rezervistka, zdravnica v vojaški enoti Slovenske vojske, za katero kot del mojega služenja v prvem letu moram opraviti tudi 3 mesece tega služenja. 1. mesec je zdaj za menoj. In ko človek gre v vojsko pri nas in odsluži ta rok, o katerem marsikdo je že kdaj slišal od predvsem svojih očetov, si malenkost slabše dosegljiv. Telefoni niso vedno pri roki, kot sem jih vajena imeti v civilnem življenju. Zato je bilo prav zanimivo v bistvu odpisovati vse te maile med tistimi parimi minutami, ki jih ima nekdo tik pred spanjem ob 10. zvečer. Saj bova skočila na zdravniški poklic, ampak zdaj kar ne morem mimo nove zaposlitve. Kako to? A je to nadgradnja tega, kar sicer študirate in zdaj delate kot specializantka in kot zdravnica? Ali je to samo dopolnitev, ali je to, kje je ta želja tlela in ste jo zdaj izživeli oziroma jo živite? Kot neka dopolnitev, sopotnica, bi jaz rekla. Primarno sem vseeno zaposlena v javnem zdravstvu, delam v UKC Maribor na urgenci. Sem pa razmišljala predvsem že v preteklosti po izkušnjah v Iraku, pa tudi, ko sem se zdaj začela dogovarjati za prostovoljstvo v Ukrajini, da se nam mir v mojem času življenja upam, da obeta, ampak ni več tako garantiran, kot pa je bil mogoče še 10-15 let nazaj. In v tistem strahu, da morda pa vseeno prihaja kak konflikt tudi na naše ozemlje, ali pa če ne na našem ozemlju, vsaj za naše vojake, pa sem si želela biti tam, kjer me bodo oni najbolj rabili, to bi pa kot civilna zdravnica težje.
če bo prišlo do tega, me bodo rabili na bojišču, kjer pa si v bistvu večja nevarnost, če si nevešč, kot pa če si vsaj vešč teh osnov vojaških. In zato sem se v bistvu že ob prijavi na to specializacijo pogovarjala z delodajalcem, da si v prihodnosti obetam tudi vsaj neko dopolnilno delo v okviru Slovenske vojske. In se zato tudi prijavila nazadnje, ko so imeli razpis za nova delovna mesta za rezerviste v zdravstvenih enotah. Jaz mislim, da pri njih je bilo še nekako najbolj zanimivo predvsem to, da sem dela v tujini vešča in da mi tudi delo v konfliktnih conah ni tuje. In seveda mi tudi ne bi bilo ne samo za tuja ozemlja, ampak tudi za domače, no. Tako da so si želeli sodelovanja, in smo zato nadaljevali, no, v to smer. Jaz mislim, da je bil nekdo zelo srečen, nekdo pa morda malo manj, ne. To, da vas, na UKC Maribor ne bo toliko, kot bi lahko bili, so bili malce nesrečni, ampak, verjetno so vas pa v Slovenski vojski pa z zelo, zelo odprtimi rokami vzeli, kaj? Tako sem imela jaz občutek, sicer o neki veliki žalosti tu ne morem govoriti. Jaz mislim, da delam z zelo sočutnimi ljudmi, ki so vsi angažirani na 101 področju, zato ker ko si enkrat želiš biti vpet v družbo v neki pozitivni luči, vidiš te priložnosti vsepovsod okoli sebe. Tako da jim delo tudi drugod kot dopolnilo primarni službi ni bilo tuje, in so tudi tam sprejeli kar odprtih rok. Seveda pa vsak delodajalec bi si želel 365 dni delavca pri sebi, pa to, da me zdaj mogoče 3 mesece ne bo, so morali všteti v zakup. Ampak jaz mislim, da smo zelo pozitivno gledali obojni na to. V vojski pa seveda si želim in upam, da so bili veseli. A zato, ker ste, imeli že toliko izkušenj oziroma jih imate, zato ker ste zdravnica, pa še v tujini ste bili, so vam kaj pogledali skozi prste v tem prvem mesecu urjenja? Niti malo. Niti malo. Krožila sem jaz, mislim, da tokrat prvič s splošno populacijo, ko so v preteklosti zadnjih nekaj let rezervisti krožili sicer po enakem programu, ampak ločeno. Sem tokrat jaz služenje opravljala čisto redno z vsemi mladimi fanti in puncami, ki so se mogoče za prostovoljno služenje odločili po končani srednji šoli, pa z nekaterimi morda malenkost starejšimi moje generacije ali še celo starejši, ki so se prijavili v redno službo vojaka, in vsemi tistimi, ki se mogoče v različnih življenjskih obdobjih odločajo za rezerviste. Tako da smo bili zelo mešana skupina ljudi, ki smo se znašli v tej poziciji skupaj. Za veliko večino inštruktorjev na začetku sploh ni bilo znano, v okviru česa jaz krožim. Je pa res, da je bila zelo smešna in unikatna izkušnja kot kandidat v bistvu relativno anonimno začeti urjenje in ga v bistvu končati, potem ko je ravno moja zgodba v Ukrajini malo bolj zaokrožila po medijih in pač morda sredi sklecov na betonu prihaja do tebe kak inštruktor pa pošepne v uho: "Kaj ste slučajno vi tista kandidatka, ki je bila ravno v Ukrajini?" Tako da se je razvedla zgodba, ne bi pa mogla reči, da je bila moja izkušnja tam karkoli drugačna. Sklece smo delali vsi, nahrbtnike smo nosili vsi, obremenitev smo skupaj si delili in nosili vsi, no. Pospravljanje postelje koristite oziroma to znanje iz, urjenja tudi doma zdaj uporabljate? Moram reči, da z ravnilom še nisem šla nategnit rjuhe doma. Imam pa sicer že od prej v življenju nekako navado, da dan se lahko konstruktivno začne že z malenkostmi in to je pospravljena postelja, tako da se tega trudim držati že od prej. Morda vsaj ne na centimeter natančno, ampak vseeno, vsaj koliko toliko, da izgleda pospravljeno. Zdaj bom skočil kakšnih 10 let verjetno nazaj, če sva zdaj govorila o tej prvi izkušnji prvega meseca urjenja, ko gre za zdravnico v vojaških enotah. Kako pa je padla odločitev, da bi bili to, kar ste sicer, zdravnica? Kaj je pa se zgodilo v vaših možganih, morda srcu, takrat, ko se je to začelo, ta druga pot, ki pa je mnogo daljša pa drugačna? V bistvu, če bi hotela to odgovoriti, bi morala ene 20 let nazaj skočiti. Dobro. Jaz točno razloga, zakaj se mi je ta želja pojavila, ne poznam. Mislim, da je skupna rdeča nit tega neka želja po pomoči sočloveku,
nekako od majhnih nog mi je bilo to blizu, ali je bilo to z nekim volonterskim delom že v osnovnih pa srednjih šolah. Jaz mislim, da čisto prvič, ko sem rekla, da bi bila zdravnica, sem bila še zgodnja leta osnovne šole. Spomnim se, ko je dedek iz podstrešja neki stari nemški učbenik ginekologije potegnil ven in se ga namesto tistih Anic in zajčkov in kapitanov Gatnikov, kot jih je takrat brala moja generacija, jaz okoli hodila s tistim nemškim učbenikom medicine. Tako da je od takrat nekako ostala ta želja relativno močna in kot prva izbira, ki se mi je nekako k sreči ob uspehu v srednjih šolah tudi uresničila. Sama urgentna medicina me je pa nekako res potegnila v prvem letniku, ko sem prvič srečala nekaj takrat profesorjev, zdaj sodelavcev iz tega področja, za katerimi sem hitro začela volontersko delo kot študentka, kasneje pa potem tudi poklicno pot. A je zdaj že čas, da vas vprašamo o teh volonterskih potovanjih? Če združim dve besedi iz zadnjega stavka. Kar nekaj zdravnic in zdravnikov tudi sam poznam, ki so šli v Afriko, naprimer, in tam svoje znanje in izkušnje nabirali, predvsem pa tudi dajali lokalnemu prebivalstvu. Vi pa ste se odločila za drugačne poti. Delno podobne, delno drugačne. V bistvu volontersko delo mi ni bilo tuje že pred medicino kot takšno. Pa ali je bilo to pomoč z Rdečim križem 2016-2017, ko smo na meji z Avstrijo takrat delili osnovne higienske pripomočke vsem Po beguncem. migrantskem valu? Po migrantskem valu. Že takrat sem nekako videla, da mi nočne izmene kar ležijo, ker so bile to tiste, za katere je bilo volonterjev najmanj. Pa jaz sem relativno blizu doma, Maribor le ni tako daleč do meje, pa sem zato kar nekaj tistih izmen takrat prevzemala. Pa nekako socialno delo mi je bilo blizu. Moja mama je defektologinja in je delala celo moje življenje v bistvu v varstveno-delovnem centru za ljudi s posebnimi potrebami, kjer sem tudi volontirala kot mladostnica v domih za starejše. Potem pa sem začela to poklicno pot kot zdravnica in nekako s pomočjo tudi volontiranja pri nas v Sloveniji dobila malenkost več praktičnih kliničnih izkušenj, kot bi jih sicer, zaradi katerih sem si mogoče upala iti že malo prej v tujino, tudi sama humanitarno. Na začetku tako postopoma sem gradila ta rezime držav. Začela sem z Indijo, kamor sem se odpravila v bistvu v visokogorje, tik pod Himalajo na severu, blizu nepalske meje. Tam najprej v bolnišnici, potem pa z nahrbtnikom tudi po odročnih vaseh, brez kakršnekoli infrastrukture zdravstvene, čisto tak iz nahrbtnika, po domače. Potem sem šla tudi sama v Afriko v času covida, v bistvu brez neke uradne odprave, kot jo to mogoče pogosteje poznamo iz strani vrst frišno diplomiranih zdravnikov pri nas. Kasneje pa še v Libanon, pa nazadnje Irak. Vedela sem, da če me zanima delo v Slovenski vojski oziroma potencialno v kriznih razmerah, ki so tudi vojaško obarvane, da mi bo po sreči, v bistvu v nesreči tukaj v Sloveniji manjkalo izkušenj z bojnimi ranami, ki jih imamo tukaj na moje veliko veselje zelo malo. In sem zato šla tja, predvsem zato, ker sem vedela, da tam pa takšnih poškodb res ne manjka. Po eni strani nuditi svojo pomoč, po drugi strani se učiti od kolegov, ki mogoče to vidijo vsak dan. In zdaj z licenco kot specializantka v bistvu iskala opcijo za nadaljevanje te poti, za lepo oziroma čim bolj konstruktivno izkoriščanje časa, ki sem ga imela na voljo, pa je v bistvu Ukrajina našla mene, namesto da bi jaz našla Ukrajino. Verjetno delno zaradi izkušenj, ki sem jih imela, malo pa če nič drugega, zato ker tam v tem trenutku najbolj rabijo kogarkoli, ne samo moj specifičen profil. Ob vsem tem, zdaj se bomo vrnili nazaj v Indijo, pa bo vsako državo malce obdelala, ampak ne morem mimo enega stavka, ki ste ga prej še rekla. Prvič sem v podcastu, ampak zdaj, ko vas takole poslušam, se mi zdi pa, kot da ste rojeni za to, da pripovedujete stvari, ki se vam zgodijo. Greva v Indijo morda najprej. Z veseljem. Kako
drugače je bilo, ker to je bil prvi stik iz slovenskih bolnišnic, slovenskega zdravstva, ki je vendarle vrhunsko, ne, z indijsko, popolnoma drugačno kulturo, pa infrastrukturo, potem pa še kaj boste pa sama dodala. Prvi velik šok. Jaz sama z družino nisem kaj dosti potovala, turistično že prej ne, v države tretjega sveta, zato mi je bil to šok kulturni iz vseh možnih zornih kotov. Za mene, za mojo družino, ki me je spustila takrat, kot mlado žensko samo z nahrbtnikom nekam v tujo državo takšnega kalibra. Tako da že priti tja je bil to najprej podvig. Pa najprej več letal, pa vlak, pa potem neki, večji kombi nekam v visokogorje. Glih toliko, da nismo na koncu v bistvu pešačili po riževih poljih do tiste vasice. Zdravstvo pa, mislim, da takrat prvič sem se začela zavedati, koliko lepo je nam tukaj. Ko prideš v bolnišnico, kjer ni zdravil, ni povojev, ni gas, ampak lahko tudi mlad deček, star 14 let, pride z zlomljeno roko na urgenco, pa bi rabil gips, kot ga pač smo vajeni tudi mi pri zlomljenih rokah, nogah, prstih, pa dobi najprej na neki star listek papirja seznam, kaj si mora iti kupit. Da si mora iti kupit povoj, pa gazo, pa gips. In ga v bistvu zdravnik kot v trgovino mama mlajšega otroka pošlje, po potrebščine, in ta deček v bistvu z roko čisto, popolnoma zdrobljeno, v zdravi roki odkoraka ven iz bolnišnice najprej na tržnico si nakupit vse, kar bo potreboval, in pride s to vrečico nazaj na urgenco, da mu mi to roko lahko zagipsamo. To je izkušnja, ki si je tu pač res ne znamo predstavljati. Pomanjkanje zdravstvenega kadra, ker mogoče edini ortoped, ki ga okolica z 200-300 tisočimi ljudmi ima na voljo, gre pač tiste enkrat na leto na dopust za 2 tedna, in to pomeni, da celo območje nima ortopeda. To pomeni, ko so roke zlomljene, ko se potrebuje nujne operacije, teh pač ni, enostavno jih ni in se roke zaceljajo tako kak se, brez pomoči. Ko prvič doživiš neko večjo prometno nesrečo, ko je plaz zbil iz ceste avto, v katerem se je po silu prilike po indijskih navadah stiščalo 15 otrok v eno neko velikosti naše male katrce, in ta avto zgrmi in ti napovejo dosti ranjencev in greš na hitro na urgenci rezat povoje na pol, da boš imel vsaj enega na osebo. To je izkušnja, ki ostane s teboj. Ali pa mogoče zgodbe mam v vaseh, ki so še imele ceste, ampak ne pa ustanov, nekih utečenih zdravstvenih, ki niso vedeli, da je Indija takrat ravno na novo uvedla koncept številke 112, na katero se lahko pokliče zastonj zdravstveni prevoz. In se spomnim starejše gospe, stare mogoče 60, 70, ki mi je jokala, da je v bistvu sin umrl z nečim, kar meni zveni kot slepič vnet, kar je nekaj, kar smo mi tukaj vajeni, trebušček te boli, pa greš na urgenco, pa mogoče si naslednje jutro operiran, čez 2 dni doma. Tam je njen sin ležal v bolečinah tedne in na koncu od tega tudi umrl, ker enostavno niso vedeli, da obstaja možnost poklicati mu pomoč, denarja za prevoz, samoplačniško pa seveda niso imeli, no. To so neka trpljenja, ki so nam nepredstavljiva. Kako so vas pa sprejeli in vzeli za svojo, potem ko pride Evropejka, svetlolasa celo, v indijske hribe, pa v bistvu pomaga? Jaz sem tja prišla na zelo nekako neturistično območje. Zelo specifična izkušnja je bila biti za marsikoga prva bela oseba nasploh, ki so jo kdaj videli. Sprejem je univerzalno, ne samo v Indiji, jaz mislim, da v vseh teh državah zelo, zelo, zelo topel. Od vseh ponudb za poroke, pa tudi do gostenja v domačih prostorih. Takrat sem jaz, ko sem hodila po vaseh,
spala z domačini na preprogah v sobici s celotno rodbino, po domače. Z dedki, babicami, starši, otroci, bratranci, vsi skupaj na eni preprogi, ker nobenemu ni bilo tuje odstopiti tistih 30 centimetrov proste preproge. Ko so šli na vrt, pa iz vrta ubrali mogoče še zadnji kos zelenjave, da so mi ga lahko postregli. Ti ljudje so neverjetno topli in hvaležni kakršnekoli pomoči. Jaz se spomnim, tam sem nekoč bila še kot študentka, pa sem vsem nekako poudarjala, nisem še uradno zdravnik, imam izkušenj, prvo pomoč lahko nudim, ampak ne morem nuditi specialistične pomoči. In so me takrat pogledali in so rekli: "Vsako leto vašega študija je več, kot pa imamo na voljo tukaj za nas, ste zdravnik." In prej ko slej v bistvu opaziš, da je to za njih dovolj, že to, da nekdo zna poviti rano, zna konec koncev stisniti roko pa reči, da je tam zato, da bi bilo njim malenkost lažje, je nekaj, kar so zelo, zelo veseli. A je to za vas, rekli ste, da ste bili še študentka, bilo tudi breme morda? Vse to, kar ste videli, daleč od doma, to je toliko časa nazaj, da se vendarle verjetno preko interneta niste vsak dan slišali z mamo, sestro, dvojčico. je res. Je bil tudi čas, ko je bilo težko? Jaz mislim, da na čisto vsaki takšni poti je dan, ko je težko. Težko iz različnih zornih kotov, ker se ti trga in para srce mogoče za zgodbe, ki jih vidiš. Težko, ker pride mogoče trenutek, ko sam nisi siguren, če si varen, bolj ali manj, seveda. Ko se znajdeš na kaki železniški postaji ponoči, pa vlak, ki si računal, da bo odpeljal, kar ne pelje, pa si mogoče naenkrat obkoljen, poln z množico ljudi, ki jih privlači seveda pogled na nekoga, ki izgleda kot tujec. Jaz mislim sicer, da v vsem tem je bilo vedno najtežje domačim doma. Dosti težje njim tukaj, kot pa meni tam, ko mogoče ne veš, kje ti je sestra, hči. Jaz si znam predstavljati, da je bilo mogoče tisto težje, kot pa ko si sam z glavo nekaj čisto drugje. V takšnih situacijah ti glava klikne in mogoče rešuješ dano situacijo v danem trenutku in se za širšo sliko niti ne ukvarjaš toliko. Preden greva naprej po teh poteh, še povratek domov, ko se vrneš s take prve poti, a ne, saj tudi tukaj sem prebral en del, ko ste rekli, ko sem prišla z Ukrajine, sem se morala najprej navaditi na tišino in mir, ne. Ampak ko prideš iz Indije, pa se vrneš nazaj v Maribor, na kaj ste se takrat najtežje ali pa najlažje navadili? Jaz mislim, da najlažje navadila na čisti zrak, ki si ga zelo vesel, na ločevanje odpadkov in smeti in odvoz smeti. Tega sem bila zelo vesela in tudi hitro spet sprejela odprtih rok. Težje mogoče predvsem zdravstvo. Meni je bilo to takrat prvi večji šok, ko se zavedaš, da gledaš zgodbe, ki pri nas se končajo zelo srečno in veš, da se tam ne bi. Hkrati pa vseeno poslušaš tisto našo, zdaj ne vem, ali bi rekla štajersko ali pa kar slovensko nejevoljo. Jamrarijo. Jamrarijo, tako. Ob, ne vem, čakanju na zdravnika, ali zdaj je to nekaj dni ali pa nekaj ur, če se pogovarjamo o urgenci, pa si misliti, vseeno vemo, da čakamo na nekaj, kar bo prišlo. Kakšna je ta sreča, da veš, da zdravnik te bo dočakal, če ga res rabiš, in se spomniti na kraje, kjer zdravnika ni. In ga tudi ne bo, ne glede na to, koliko ur in dni in tednov čakaš. Vem, da to takrat mi je bila nekako prva taka lekcija v življenju. Pa potem ste vendarle šli na novo pot, ne? Greva v Afriko zdaj? Lahko komaj. Kaj je bilo tam drugače? Vse, a? Drugače je bilo, ker sem delala različne stvari. Ko sem mogoče v Indiji delala predvsem primarno zdravstveno oskrbo, delo na urgenci, mogoče tako improvizirano medicino iz nahrbtnika, sem se v Afriki znašla v manjšem mestecu in delala v bistvu na različnih področjih. Po eni strani na čisto odročni manjši kliniki, v kateri je nekoč obratovalo to izmensko delo naših prostovoljcev.
Jaz pa Slovencev? sem Slovencev. Aha. Jaz pa sem se tam znašla v času covida, ko nekaj let ni bilo nobenega. Mhm. Tam je v bistvu manjši hiški na otoku sredi ogromnega jezera delalo izključno, lokalno prebivalstvo. To so bile medicinska sestra in pa nekaj, kar oni imenujejo medical officer oziroma v bistvu nekdo z srednješolsko zdravstveno izobrazbo, ki je malenkost usmerjeno v zdravstvo, ni pa podobno to našim študijem, tako diplomirane medicinske sestre kot zdravnika. Mhm. Vendar pa so oni z znanjem, ki so ga imeli na voljo, nudili pomoč v bistvu zelo širokemu spektru težav. Od čisto primarne oskrbe, kot jo poznamo mi pri osebnem zdravniku, do pomoči pri porodih za vse mlade ženske, ki so se tam znašle v tistih uricah poroda. Tam sem obratovala nekaj dni na teden, potem pa videla, da v bistvu z izkušnjami, ki sem jih imela tako z urgence kot z nekim volonterskim delom in pa seveda s študijem, ki vključuje delo v kirurških vodah, znašla v bistvu v lokalni državni bolnišnici malo večjega kraja, kjer jim je takrat ravno zelo primanjkovalo kirurgov in ginekologov, porodničarjev, in se v bistvu znašla v njihovih operacijskih dvoranah za večje poškodbe kosti in pa predvsem porodničarstvo. Za carske reze vseh bolnic z nekimi zapletenimi, porodi, ki se jih ni dalo rešiti drugače kot pa kirurško. Tako da tudi to je bil mogoče neki nov spekter izkušenj. Hkrati pa ob večerih, ko sem se vračala v bistvu v eno lokalno sirotišnico, z nekje plus minus 70, 80 otroci, ki so jih v bistvu rešili iz ulice, ki so se tudi, kot se pač vsi majhni otroci vedno znova srečajo s takšnimi in drugačnimi boleznimi, prehladi, vodenimi kozami in tako naprej, kjer sem v bistvu te otroke, pogledala vsaj vsake nekaj dni, da smo jih spremljali in s tem nekako oskrbeli tiste, ki smo jih lahko čisto tako primarno, klinično, in vsaj nekako določili, kdo so pa tisti otroci, ki so dovolj bolehni, da si zaslužijo neko zdravstveno oskrbo v neki večji bolnišnici, ki nudi seveda malo bolj celostno, diagnostiko in zdravljenje. Pa to je bilo obdobje covida, ne? Tako. Je bil tam covid oziroma skrb pred okužbo drugačna kot v Evropi? Drugačen vsekakor. Jaz sem imela srečo, da ko smo bili mi tukaj sredi največjih karanten in še nekako konce študija zame in marsikdo tudi službene obveznosti opravljali online, so takrat v Ugandi imeli nekako ravno zatišje, covida. Še posebej na tistem območju, kjer sem jaz obratovala in delala, covida skorajda ni bilo. Tako prav nekako, 360 se je obrnila ta zgodba, ko sem bila vajena delovanja tukaj, še v gas maski in v polni opremi, v plastiki od, glave do prstov na nogah, je tam vsaj za tistih nekaj mesecev izgledalo stanje skorajda kot pred covidom. Tako da je bilo teh nekako zaščitnih ukrepov manj. Se je pa poznal covid predvsem na poti nazaj, ko smo morali delati vse tiste še nam ljube in drage teste za covid, ko se mi je pa celo zgodila prvič neka malo bolj, zanimiva, zakomplicirana zgodba. Ko sem naletela po nesreči na testirno mesto, ki ni bilo uradno priznano, ampak ga je nekdo pod pretvezo uradnega testirnega mesta izvajal na črno in potem, Verjetno ta tudi test, računal, ne? tako, ta test ni bil veljaven in jaz se pojavim na letališču z meni nevedoč fotošopiranim izvidom. Sem bila tam začasno postavljena v karanteno, urejala zgodbo preko policije, tako da to se je mogoče poznalo, da je bil covid mogoče tako izredno, razmerje, v katerem sem se tam po nesreči znašla. Ampak po malenkost več klici kot pričakovano in kakim dnevom v karanteni zraven prišla uspešno, domov na slovenska tla. Veste, kaj me zanima? Ko ste obiskovali sirotišnico ali pa tudi vse te ljudi, ste s kom obdržali stik? Vam toliko let kasneje napišejo kakšno sporočilo ali kaj podobnega? Z dosti ljudmi. Ja.
S to sirotišnico sodelujem še sedaj. Mhm. V te kraje sem se konec koncev tudi vrnila, mogoče slabo leto kasneje, in z marsikom obdržim stike. Pred kratkim je ravno en deček, taka neka zgodba uspeha iz te sirotišnice, mlad, brihten fant, ki je iz vrst v bistvu otrok v sirotišnici celo nadaljeval šolanje, doštudiral in zdaj kot samostojen podjetnik prvič tudi obiskal Slovenijo, in med drugim tudi mene, no. Tako da so zgodbe, ki se ti pletejo čez življenje in ostajajo s teboj, zato sem zelo vesela, no. Zdaj pa morava na še bolj nemirna območja, ne, če sva prej govorila o 2 območjih, kjer niso ravno tako napredni, vsaj kar se zdravstva tiče, kot mi. Je pa nekaj povsem drugačnega, ne, ko stopiš, ne vem, v Libijo ali pa v Irak. Mhm. Kaj vas je tja ob tem, kar ste že rekli, ne, da je bilo treba tudi te izkušnje počasi nabrati, takrat je bila kaj v Iraku še vojna, v Libiji pa še, V Libanonu. v Libanonu, ja, Oboje je bilo takrat za njih tako rekoč miroljubno obdobje. V Libanonu sem bila mogoče slabo leto po tisti eksploziji, A, ki v smo jo pristanišču? tako v pristanišču. V času v bistvu velike ekonomske krize, ki se je poznala tako na splošno med ljudmi kot seveda v zdravstvu. Tisto je bila mogoče moja prva izkušnja v sicer takšnih krajih, vendar pa v bolj napredni zdravstveni ustanovi. Takrat sem jaz v bistvu delala za dober mesec v kar priznani bolnišnici, American University Hospital of Beirut, kjer pa se vseeno ni dalo ubežati vtisom, no, te večje ekonomske krize, ker smo po eni strani videli od zelo premožnih pacientov, ki so res zakorakali v to bolnišnico kot kupci v trgovino in si zaželeli preiskave in, terapijo po lastni želji. In ker tam velja mentaliteta tudi v bolnišnici kupec je kralj, seveda te preiskave dobili. Hkrati pa srečala paciente, ki so morda se znašli na tisti urgenci, ker je bila pač slučajno po silom prilike najbližja, z resnično urgentnim stanjem, ki je ali življenjsko ogrožajoče ali pa vsaj predstavlja velik riziko za kvaliteto življenja v prihodnje, in potem z stisnjeno hrbtenjačo, ki bi zahtevala operacijo v naslednjih urah, klicarili okoli po mestu, katera bolnišnica jih lahko vzame, ker si v tej ne morejo privoščiti posega. In v bistvu na koncu pristali v drugi bolnišnici v času, ko hrbtenjači in s tem, potencialnem gibanju nog v prihodnje več ni bilo pomoči, no. To so zgodbe, ko si ne znaš predstavljati, da si lahko prvič v mojih izkušnjah v ustanovi, ki ima vse na voljo, pa te dobrine, ta oskrba ni na voljo vsem, ki jo rabijo. To je bila neka specifika Libanona, od tega, da, je bilo tam ogromno brezdomcev po ulicah, da so ljudje lahko imeli denar na bančnih računih, pa je to vseeno predstavljalo stotine in stotine ljudi v vrsti vsak dan pred bankomati, ker je bil dvig denarja omejen. Da so imeli takrat prvič volitve v državi po tistem, znanem, poku oziroma eksploziji, pa smo imeli, zaprto v bistvu vso infrastrukturo in se je vsem zdravnikom, ki niso bili esencialno osebje bolnišnice, svetovalo, da so zaklenjeni doma v stanovanju, ker nismo vedeli, Kaj bo? ali bo na ulici varno ali ne. K sreči, je vse potekalo relativno mirno, pa smo se lahko že tisti večer vrnili nazaj na delovna mesta. Irak pa spet čisto svoja specifika. Mislim, da mi je ostal predvsem kot zdravnici v največjem spominu ravno zaradi kopice poškodb in strelnih ran, ki sem jih takrat videla v bolnici vsak dan. Hkrati pa tudi pri njih zaradi slabše, ekonomske slike ponovno bolnišnica s pomanjkanjem vsega. Zdravil, osebja, spomnim se tako v živo, zgodb, ne samo
strelskih incidentov, ko se postrelja zaradi takšnega ali drugačnega spora 10 kmetov in za njimi prileti v urgenco 20 oboroženih moških, oblečenih v črno, pa vsak zahteva, da se njegovega prijatelja oskrbi prvo, pa seveda v strahu za življenje, ker naenkrat iz urgence izgine vse osebje in sem se tam v prostoru, polnem ranjencev, znašla sama z 2 medicinskima sestrama. Pa do zgodb čisto takih človeških, nepovojnih, bi rekla, ko majhen deček za svoj rojstni dan piha balonček, pa ga po pomoti vdihne. Pa s takšnim otrokom pride cela družina na urgenco, pa enostavno ni zdravil za oživljanje, pa ni materiala za intubiranje, kar je v bistvu umetno predihavanje. Pa sem vedela, da je bila njegova zgodba takrat tragična, na koncu 2 tedna kasneje sem se pa vrnila v Slovenijo, kjer smo imeli nezgode pri otrocih, pri katerih smo se znašli v reanimacijskem prostoru z osebjem 20 specialistov, z polno opremljeno reanimacijsko sobo, z vsem materialom, ki bi ga lahko potrebovali. Drugače je tam, kot je tu pri nas. A vam je včasih težko to sprejeti, da živimo na istem planetu, pa da smo si tako različni? Ker zdaj vidim, da vi to vidite, živite, bolj kot kdorkoli drug, doma s kavča ob televizijskih prizorih in sodimo zelo lahko, zelo radi podajamo kakšna mnenja in pametujemo. Vi ste vse to živeli, reševali ali pa niste mogli rešiti, ker pač ni bilo tam mogoče? A je težko to premlevati ali pa o tem razmišljati? Je težko. Vsak dan znova je težko. Se mi zdi, da ti scenariji, ti ljudje, ta okolja ostanejo s tabo, ko si jih enkrat videl, če si koliko toliko, kako bi temu rekla, empatičen človek, bi bilo nekaj narobe s tabo, če se te ne bi primilo. Kot nek pečat, kot tatu, ki ga zdaj nosiš s sabo. Mogoče od tu tudi tisti neki močen čut odgovornosti, da to, da smo vsi mi tukaj zadeli neki zelo, zelo, zelo velik lotozadetek, da smo se rodili tukaj. Kljub težkim zgodbam, ki jih seveda imajo ljudje tudi tukaj. Jaz verjamem, da marsikdo tukaj upravičeno prestaja tegobe. Jaz si samo mislim, da univerzalno kot družba je mogoče na naše trpljenje po Gaussovi krivulji vseeno na lepšem spektru kot pa marsikdo drug, ki se rodi v okolje, kjer bo materi prva skrb, ali bo imel kaj za jesti, ali bo imel kje za spati, ali mu lahko pomaga, če bo zbolel. Nazadnje sem se tudi s sodelavci pogovarjala, ko so bili tako čisto upravičeno, zakaj bi šel nekam, kjer je nevarno, kaj če se tam kaj zgodi, kaj če ne prideš nazaj. Ljudje tukaj tudi potrebujejo zdravnika. Vse to je nekaj, kar pretehtaš, preden greš. Jaz še nekako najlažje to razložim s tem, da rečem, da seveda se trudim vsak dan v službi pomagati, kolikor le lahko, delati dobro, stati ob strani sodelavcem, ampak jaz sem prepričana in poznam svojo ekipo in vem, da vsak, ki bo jutri potreboval pomoč na urgenci, jo bo dobil in bo to pomoč dobil kvalitetno, ne glede na to, ali sem jutri v službi ali ne. So pa kraji, kjer te pomoči ni, če tebe ni tam. Zato mogoče ravno tudi vlek v tiste kraje, kjer vem, da noben ne gre, ki jih večina ljudi pozabi ali si jih pa želi pozabiti, zato ker je malenkost lažje ne misliti na to vsak dan. No, pa sva prišla zdaj iz Indije, Afrike, Libanona, Iraka, na koncu do Ukrajine. Rekli ste zdaj, da ste imeli ta pogovor, čemu v take kraje, prej na začetku pa, da vas je Ukrajina kar sama našla, da niti niste vi našli Ukrajine. Bili ste kakšnih 10 kilometrov stran od frontne linije. Tako. To je nekaj, kar si pa tudi težko predstavljamo. V Evropi vidimo kar nekaj posnetkov, sicer zelo malo s frontnih linij, ukrajinske strani praktično še nekaj vidimo, ruske nikoli, ker je Evropa se odločila, da pač ne kažemo posnetkov iz Rusije. Potem pa gre slovenska zdravnica tja in vse to doživi.
bom kar spet pustil, da sami govorite, ker vam gre to odlično, ne. Kako je šlo in kaj je bilo pa tam, ne, kakšne izkušnje ste pa tam, doživeli, kaj se je tam vse zgodilo? Hm, kot rečeno, nekako ta priložnost me je našla sama, ko sem vedela, da me čaka nekaj več dopusta, pa da se je nabralo nekaj malo več nadur za pokoristiti. Sem čisto odprto v bistvu iskala lokacije, kjer se me potrebuje. Vedela sem, da tokrat iščem to že kot zdravnica tukaj z licenco, z nekaj malo več izkušnjami in sem namesto čisto, neuradne poti, kjer sem se sama znašla nekje z nahrbtnikom, iskala malenkost bolj, strukturirane možnosti pomoči v neki malo širši sliki kot del večjega prizadevanja in čisto enostavno poslala življenjepis različnim nevladnim organizacijam, ki se s humanitarno pomočjo v takšnem ali drugačnem smislu ukvarja. Poslala, s čim se ukvarjam, kdaj imam čas, in v bistvu prepustila njim, da mi, glede na to, da se z delom na kriznih področjih bolj ukvarjajo kot se jaz, nekako prepustila njihovi presoji, kje bi bila ta pomoč najbolj koristna. In našla me je organizacija, sicer iz Poljske, ki se pa primarno ukvarja s pomočjo v Ukrajini z različnih zornih kotov, tako, socialno, z vrtci pa ekonomskimi projekti za prizadete posameznike, do konkretno pomoči na fronti z, raznoraznim materialom, od baterij, spalk, oblačil, hrane in pa na koncu tudi zdravstvenega materiala. In so mi v bistvu javili, da čeprav se sami konkretno ne ukvarjajo s pomočjo zdravstveno na fronti, pa z vsemi temi ljudmi in osebjem direktno sodelujejo, in ko sami sprašujejo, kaj bi jim prišlo prav, ko na fronto material pripeljejo naslednjič, univerzalno večina ljudi reče: "Pripeljite ljudi." Saj material pride prav, ampak mi smo tukaj sami in najbolj nam bi prav prišel nekdo, ki nam bi tukaj pomagal. In na ta način se je v bistvu začela pot, da so me vzpostavili stik z ljudmi, ki delajo na teh stabilizacijskih točkah. Sama sem se najprej pripeljala na Poljsko, potem pa z njimi s kombijem polnim materiala, namenjenega za ukrajinska območja blizu ali pa čisto pri fronti, do, tistega konca države, kjer pa me je potem vojska prevzela, opremila s čelado, neprebojnim jopičem, posedla v malo bolj, zavarovan, kombi in odpeljala na samo stabilizacijsko točko, ki pa je bila, kot ste že omenil, nekje plus minus 10 kilometrov pri fronti, kar pač imenujemo mi tista, cona smrti oziroma kill zone v angleščini. Ravno zato, ker dandanes vojna več ne poteka tako, kot smo je mi vajeni iz hollywoodskih filmov, kjer se v bistvu vse dogaja na sami črti z nasprotnikom. Tukaj se večina napadov, dogaja ravno v območju od črte nič oziroma 0 metrov do nasprotnika pa do nekje 20 kilometrov stran. Zato ker se v to območje pošilja vse drone, artilerijske napade, raketne napade. Tako da v bistvu samega nasprotnika večina ljudi in vojakov nikoli ne vidi. V bistvu vidi samo vse to, kar pride po zraku iz nasprotne smeri. Veliko imam vprašanj. Najprej, preden greva, o strahu bom zdaj nekaj vprašal. Pa ne, ali je bilo vas kaj strah, ampak, od Indije naprej nisem vprašal, kaj je družina rekla ob vseh vaših poteh, ki ste si jih izbirali, zato bom zdaj izkoristil to priložnost, ne. Saj, ko ste Indijo preživeli, prišli nazaj in potem šli, ne, v Afriko, v Ugando, okej, ampak ko ste rekli, da greste pa v ta kill zone, v Ukrajino, je pa verjetno vendarle drugače to doma predstaviti. Je, ja. Najprej seveda ne začneš z: "Mama, ata, jaz grem v cono smrti na bojišče."
Začelo se je že samo z novico, da se dogovarjam za potencialni odhod v Ukrajino. Pa potem po nekaj sestankih na Poljskem, ko sem prišla domov, pa sem rekla: "Jaz mislim, da bo res Ukrajina." Pa mogoče tista tišina najprej, potem vseeno neko razumevanje, da so starši, ki me vseeno poznajo celo moje življenje, s katerimi smo se dosti pogovarjali o mojih prizadevanjih pa razlogih, zakaj se tja odpravljam in zakaj takšno delo sploh počnem. Pa je nekako prišlo tisto, okej, razumem, moram sprejeti, nam je težko, nas bo strah, probaj se čuvati. Mogoče očetu, ki vseeno mogoče kot moški, ki je nekoč v življenju krožil vojaški rok, je samo dejstvo, da grem prostovoljno nekam v vojno, padalo malo težje, potem pa mislim, da je bilo univerzalno vsem težko, ko sem bila tam. Ker ko sem šla, nisem točno vedela, kam pri fronti, na kateri del meje, kje bo ta sama točka, že samo zato, ker se zaradi specifike bojišča ta mesta in te lokacije zelo hitro spreminjajo, in smo vedeli, da grem nekam blizu, ne pa točno kam. Nekaj iz varnostnih razlogov, nekaj pa že samo zato, ker smo čakali, da se, situacija skristalizira, ko bom tam. Jaz mislim, da jim je bilo res težko, še posebej, ko so vedeli, da sem na sami točki, ko sem se malenkost težje javljala domov, pa mogoče tudi, ko je bilo njim težko, tudi ko sem se lahko javila domov. Si ne znam predstavljati, kako je bilo v njihovih čevljih slišati: danes pa smo imeli dosti bomb." Ali pa: "Danes pa nismo mogli nič ven, zato ker je bila grožnja tako visoka." Zato mogoče tudi sam probaš biti sočuten, pa čeprav daješ to skozi, probaš domov sporočati, najnujnejše. Ali pa mogoče, prišparaš to kdaj staršem, pa pokličeš sestro, ki je vseeno v zdravstvu, pa mogoče malo bolj razume. Če ste v Indiji šli z Ruzekom, pa vendarle tam je bila kakšna hiša, ne, pa v Libiji so imeli, v Libanonu so imeli vse, tukaj pa v bistvu niste bili v hiši, ne? Tukaj se pa vse dogaja, če se, pod zemljo. Tako. V bistvu od trenutka, ko sem prišla na to točko, do trenutka, ko so me odpeljali nazaj na, recimo da temu, bolj varno, smo živeli, bivali, delali pod zemljo. To človek bi si želel, da bi bil to bunker. Jaz mislim, da starši so si predstavljali to kot neki zabetoniran, z železnimi podboji bunker, v realnosti pa je to v bistvu čisto preprosto nekje v naravi, pod, koliko se da, nekim kritjem, dreves, v zemljo skopana luknja, z malenkost večjimi lesenimi tramovi, podkrepljena in zasipana z nekaj več zemlje čez glavo, nekaj šavja za krinko in pa s folijo ob stenah, da nisi v bistvu ravno na mokrem pa na prsti spal. Čisto tako improvizirajoče, nastavljena stabilizacijska točka, kjer se v enem prostoru z natrpanimi, posteljami spi in živi, in v drugem prostoru, dela, operira. Čisto preprosto. Sam se še spomnim serije Meš, ne vem, če ste jo kdaj gledali, to je bila v korejski vojni, se mi zdi, ker so zdravniki se tudi zabavali, to je bila bolj šaljiva serija zdravnikov na fronti, ne. A je tukaj kdaj čas za sproščenost? Je. Je? Jaz mislim, da ravno tukaj mora biti. Čas se najde po silom prilike, v bistvu čisto ironično, v najbolj nevarnih trenutkih. Človek si misli, ko je najbolj nevarno, se najbolj skrivaš in najbolj delaš, tam je pa v bistvu ravno nasprotno. Jaz se šalim, tako kot pri nas, ko vidiš rešilca s sireno, je največkrat prazen, ker drvi do pacienta, in ko nima sirene, je ponavadi poln, ker drvi nazaj. In tako je tam. Ko pada iz neba največ raket pa največ eksplozij, takrat je prenevarno, da bi se vojake, ki so poškodovani, evakuiralo do te točke, in zato v bistvu v tej točki, zavlada neko zatišje. Po eni strani glasnost zraka, eksplozij, zemlje, ki se trosi, ampak hkrati pomanjkanje dela.
v takšnem času bi res se večina ljudi mislila, da se treseš, pa saj imaš tisto nesigurnost, tisti strah, v sebi. Ampak, da bi preživel ta čas kot človek, se ekipa poveže. Si skuha čaj, da noter žličko medu, si izkoristi satelitski dostop do interneta pa pogleda kak film, na moje veliko presenečenje preveden v ukrajinščino. Tako da sem pogledala kako meni ljubo klasiko zdaj, z ukrajinskimi besedami. Se pošali pogovarjajo o najljubših glasbah, čisto drugače je, kot si bi človek mislil. Potem pa, ko v zraku zavlada zatišje, se pa začne delo. Takrat se pa dneve in dneve operira in oskrbuje paciente in ranjence tako in drugače. Koliko na dan takšnih ranjencev potem so pripeljali, na primer? Da si lažje predstavljamo. To, zelo variira. Seveda jaz nimam slike za celotno bojišče, teh točk je ogromno, v moji specifični točki so to od samo peščica pa do več deset pacientov, ki v intervalih prihaja, v avtomobilih. Je pa treba vedeti, da te paciente ne samo pogledaš, ampak pri nekaterih tudi, do konca oskrbiš oziroma vsaj večinsko skrbiš. Tako da lahko v bistvu kombi z 10 ljudmi pomeni 5 kritično poškodovanih, 3 od tega bodo potrebovali neki operativni poseg, ali je to, amputacija uda, oskrba neke poškodbe v prsnem košu. In to Večje opravite že rane. tam? Pri nekaterih že tam. Zelo pomemben tukaj je čas. Čas od poškodbe. Pri teh svežih poškodbah oskrba večinoma poteka kar tam na sami lokaciji. Pri starejših poškodbah, pri čemer se lahko pogovarjava o gospodu, ki je stopil na mino 20 dni nazaj. Čakal na poziciji v gozdu 20 dni, da je bilo stanje dovolj mirno, da so ga lahko prišli iskat. Pri takšnih, pacientih, v bistvu toliko starih, vnetih, okuženih, gnojnih, ranah pa je treba, oskrbeti le-te malenkost bolj celostno, tukaj je potrebno poskrbeti tudi za preostale organe, ki so ogroženi. Ko je kri izpostavljena v bistvu toliko nekim vnetnim encimom, stranskim produktom razpadanja. Zato v bistvu pri tistih, kljub temu da si zaslužijo pomoč čim prej, raje oskrbimo le tiste, ki direktno ogrožajo življenje, in te paciente tako ke je možno transportiramo nekam v centralno bolnišnico, kjer lahko opravijo tudi hemodializo, torej neke vrste čiščenje krvi, preden se lotijo oskrbe teh večjih poškodb. To so samo vojaki? Ali Praktično izključno vojaki. Se je našel morda kak civilist, ampak, ne to, da bi bolnišnica obratovala samo za vojake, v bistvu čisto iz logističnega vidika smo bili toliko blizu fronte, da so bili vsi civilisti že prostovoljno oziroma na koncu že prisilno evakuirani. To pomeni, civilistov tukaj ni več, ker je tako zelo nevarno, da so že vsi umaknjeni nekam na varnejše. So to mladi fantje ali starejši gospodje? Veliko časa teče debata tudi v Evropi, ne, kdo pravzaprav je na tej fronti za ukrajinsko stran. Mladi fantje bežijo, jih lovijo po ulicah, da gredo v vojsko. Razumem, zakaj si tega mnogi ne želijo. Čisto razumljivo. Kdo je torej tam na fronti? Tudi mene je presenetil starostni profil, moram priznati. Nekako, ko si mislimo, okej, vojna, pa vsi mogoče pademo v to past, vojne, kot jo poznamo iz medijev, ker ponavadi v filmih vedno vidimo mlade fante starosti 25, 20, morda še mlajše. Pa so bili vsaj vojaki, ki sem jih jaz videla, v glavnem starejši. To so od 35 pa do 50 let stari gospodje, nekateri seveda po silom prilike mlajši in tudi starejši, ampak to so gospodje starosti naših očetov, morda srednjih let, ki so se znašli na fronti ali prostovoljno ali s poklicem
ali pa konec koncev tudi tako, kot ste opisali, z nekim prisilnim vpoklicem na fronto. A imajo dovolj vojne? So rekli, da je čas, da se konča? Niti ne. Mislim, vsi si želijo konca vojne, da se razumeva. Nisem srečala nobenega, ki bi si želel, da to traja. Čuti se tista neka globoka utrujenost, hkrati pa zelo močan duh in želja po vztrajanju za cilj, ki je zdaj veljaven čisto enako, kot je bil pred 4 leti, morda še toliko več, zato ker je vseeno nekaj območij, ki je bilo nekoč zavzetih iz ruske strani, zdaj nazaj v rokah Ukrajincev, ki so videli, kaj se je zgodilo z ljudmi, ki so tam ostali. In ko so bile neke grozote, masovni grobovi za civiliste najdeni, je mogoče ta duh, da teh ozemlji ne bodo predali na milost in nemilost nasprotnika, še toliko močnejši. Čeprav sem videla toliko izgub, toliko nekih tragičnih zgodb, ko vprašaš Ukrajinca na ulici in pa konec koncev Ukrajinko, Ukrajinca na bojišču, ali bi vztrajal tudi, če bo v tem umrl, univerzalno rečejo ja, zato ker delamo to zato, da bodo naši doma lahko živeli v miru. Tako da jaz mislim, da ne bodo še kar tako hitro vrgli v puške v koruzo, no. Se vam je tukaj zgodilo, da ste videli največ smrti od vseh potovanj, kjer ste bili? Največ, ja. Mislila sem, da jih bom še več, kot sem jih videla. Potem pa nekako ugotovila, da večina ljudi na žalost na bojišču umre, preden dočaka zdravnika. To so tisti klici: pripravite se, 6 hudo ranjenih po napadu, cela ekipa pripravljena v operacijski, z vso opremo že na standby, pa potem mogoče samo sporočilo: pozabite, samo en prihaja. Pa vsi vemo, kako so se končale zgodbe ostalih 5. Večina zgodb se konča tako. Se seveda zgodi, da je nekdo tragično ranjen, pa še dočaka mojo točko, na žalost pa večina ne dočaka zdravnika. Tako da mi je bilo mogoče vsaj nekaj smrti po eni strani prihranjenih, ja. Ste prepoznali, ko ste bili tam, zvoke, ne vem, raket, bomb, dronov? Je to zvok, ki se ga naučiš in veš, kaj je nad tvojo glavo? Po eni strani ja, predvsem zvok drona je nekaj, kar si ne želiš nikoli v življenju slišati. Je nekaj, kar se sliši mogoče kak kilometer, 2 stran. Tisto brnenje v zraku je nekaj, kar me še zdaj kdaj vrže iz spanca, moram priznati. Rakete, druga artilerijska orožja, ne bi rekla ravno, da jih zdaj prepoznam po zvoku, samo po silom prilike, ker smo bili pod zemljo. Tistega ne slišiš, ko leti, tisto samo čutiš, ko pade. Po eni strani smo imeli možnost pričakovati nekaj teh napadov, ker seveda se tudi obramba v teh časih razvija in že sami civilisti s seboj hodijo s telefoni, ki imajo gor 1001 app, ki zaznava zračne napade in kaže, kje kakšno plovilo je v zraku. Vojska sama pa ima tega še seveda malo več. In je tisti občutek, ko gledaš na mapi, kako se raketa približuje, pa gledaš, da pada v tvoji bližini in samo čakaš, kdaj boš začutil, kdaj je padla, pa upaš, da ne bo preblizu. Nekaj, kar ne pozabiš. Tisto, ko potem mogoče vidiš, da pada blizu, in potem čutiš, ko tisti zračni val udari čez celo točko, ko se zamaje čisto vsak kos pohištva, ko ti mogoče del prsti pade na obraz, ker smo konec koncev vseeno v zelo provizorično skopani luknji, ostane. Kdaj ste zajokala, ko ste se vrnila iz tega območja cone, ko je bilo jasno, da zdaj tam pa ne letijo več bombe?
tako zares zajokala, ko sem stopila čez mejo na Poljsko. Pa sem prvič videla na nebu ptiče, pa nekako ko prvič ne samo na bojni liniji, ampak čisto, ko stopiš čez mejo v Ukrajine, kar naenkrat nebo je grožnja. To je nekaj, kar nisi vajen. Jaz občudujem zvezde, rada ležim v parku in občudujem oblake in ptiče na nebu, in takrat te kar naenkrat je odprtega neba strah. In vidiš v periferiji ptiče in se hitro obrneš in gledaš, če slučajno ni dron. In ko sem z ekipo NGO-ja prvič prečkala nazaj mejo na Poljsko in se zavedala, da tisto sekundo sem na varnem, pa da vidim ptiče, pa da se še vedno zatrosim za sekundo, ampak vem, da čisto tako racionalno to več ne bo nevarnost v zraku, da pa sem za sabo pustila ekipo, ki pa se tam mora v strahu obračati za vsakim ptičem na nebu. Tisto mi je bil pa največji šok. Takrat moram priznati, da me je kar stisnilo, no. Ste še kaj na vezi z ekipo, ki je ostala? Sem na vezi in se k njim vračam. Tukaj bova končala ta prvi pogovor, pa ga bova nadaljevala morda, ko se vrnete nazaj. Ne morda, lahko kar zagotovo. Hvala, da ste delili vse to z nami. Zato mogoče čisto ob koncu, kako danes, na začetku ste zelo dobro povedali, pa bom zdaj še enkrat prosil, gledate na ta mir in na to, kar imamo mi doma. Z vsem tem, kar ste zdaj vi videli, pa ste še zelo mlada. En res velik privilegij je, ko lahko mama pošlje otroka v šolo, pa ve, da se bo varno vrnil. Ko se lahko sprehajaš po parku, pa ljudje za zabavo spuščajo drone, pa veš, da bodo na koncu nastale lepe slikice, pa nič slabšega. Ko lahko kot zdravnik na urgenci dobiš od dispečerja klic, da nekdo rabi pomoč, in brez sekunde pomisleka veš, da lahko letiš proti rešilcu, da greš tej osebi naproti. Jaz mislim, da smo lahko res hvaležni za to, kje živimo in v kakšnem okolju smo, in da smo lahko skupaj s tistimi, ki jih imamo radi. Zelo lepo nam gre tukaj, no. No, jaz bi samo dodal, da smo lahko hvaležni tudi, da imamo takšne ljudi, kot ste vi, ki svoj prosti čas, pa tudi služben čas namenjate reševanju življenj in tudi opozarjanju na to, kaj v bistvu vojna prinese. Hvala še enkrat. Hvala vam. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nama. Verjamem, da ste ob tem poslušanju vsaj tako pretreseni, kot sem bil tudi jaz, tako da hvala, do naslednjič. SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.